Niso vsa živila enako draga. Nekatero hrano lahko kupiš na vogalu za nizko ceno. Ampak obstajajo tudi živila, ki so kot da so namenjena samo tistim, ki so rojeni z zlato žlico v ustih oziroma bogatašem. V tem videu se nam pridruži na nenavadnem kulinaričnem potovanju. Ne zato, da bi si napolnil želodec, ampak da bi videl jedi z osupljivimi cenami in nenavadnim izvorom. Od slaščic iz podzemlje do losovega mleka in medu, ki sta draga kot zlato. To so jedi, ki jih ne boste kar tako našli v navadni restavraciji. Preden pa nadaljujemo, prosim všečkajte in se naročite na kanal. To nam, ustvarjalcem vsebin, res veliko pomeni. Hvala lepa in zdaj začnimo. Številka 20. Pura chilensis, nezemeljska poslastica iz Čila. Če to jed vidiš prvič, bo tvoja prva reakcija verjetno, ali je to vesoljec? Ampak ne. Pura chilensis je nenavadno morsko bitje, ki je resnično in zelo drago. Najdemo ga ob obali Čila in Peruja, na zunaj pa zgleda kot kamen. Ko ga odpreš, je notranjost rdeča in meso je podobno morskem ješku. Prav tam v Čilu ga domačini pogosto jedo. Lahko ga jedo surovega ali pa ga dodajo v solate in riž. Pravijo, da je zelo okusno. A ni vides ni edina posebnost tukaj. Gre za filtratorja, ki se ne premika, ampak je pritrjen na skale in filtrira morsko vodo, da preživi. Ima debelo tuniko oziroma nekakšen oklep, narejen iz kompleksnih molekul. V notranjosti so plasti mišic in mesa, ki jih je mogoče jesti. Okus naj bi bil kovinski. Vsebuje namreč železo, titan in en zelo redek element vanadij. Nihče še ne ve, zakaj ima to ta bitje. In ker ga skoraj izključno najdemo v Čilu, je cena izjemno visoka, če ga poskušajo prodati v drugih državah. Če ga želiš poskusiti, potrebuješ velik proračun in veliko poguma. Številka 19. Žafran, zlata začimba. Po videzu ni zlato, a po ceni je skoraj tako drag kot zlato. Žafran velja za najdražjo začimbo na svetu. Cena za 1 funt se giblje od 500 do 5000 ameriških dolarjev. Ampak zakaj je tako draga ena preprosta začimba? Odgovor je, da jo je izjemno težko nabirati. Pridobiva se iz cvetlice, imenovane Crocus sativus. Vsak cvet ima le 3 nitke in vse te nitke se ročno pobirajo. Zato, če želiš dobiti 1 funt žafrana, moraš nabrati več kot 75 000 cvetov. Poleg tega, da je začimba, se žafran uporablja tudi kot zdravilo. V stari Grčiji so verjeli, da izboljšuje spomin in razpoloženje. Danes pravijo, da vsebuje antioksidante, pomaga pri depresiji in ima celo potencial za boj proti raku, čeprav to še ni povsem dokazano. Torej, če imaš nekaj dodatnega denarja in želiš preizkusiti zlato začimbo, bo žafran verjetno naslednja stvar, ki jo boš dodal v svojo adobo, če si to lahko privoščiš. Številka 18. Fugu, nevarna riba, napihovalka iz Japonske. Riba, ki je strupena, a hkrati hrana. Dobrodošli v svetu fuguja. Riba napihovalka, priljubljena med pogumnimi na Japonskem. Zapomnite si, fugu vsebuje tetrodotoksin, strup, ki je močnejši od cianida. Napačen rez, smrt. Zato ga ne more kar vsakdo kuhati ali postreči. Na Japonskem morajo kuharji opraviti strogo usposabljanje in izpit, preden dobijo dovoljenje za pripravo fuguja. In kljub nevarnosti je na Japonskem še vedno izjemno priljubljen. Vsako leto naj bi porabili okoli 10 000 ton fuguja. Zakaj pa? Pravijo, da je meso izjemno okusno, če je pravilno pripravljeno. Je mehko, čistega okusa in ima posebno teksturo. Poleg tega, da je delikateza, je fugu tudi redek. Veliko njegovih vrst je ogroženih, zato ga je težko ujeti. In ker je izvoz v številne države prepovedan, je njegova cena na mednarodnem trgu še toliko višja. Skratka, če želiš poskusiti fuguja, moraš zaupati ne le kuharju, ampak tudi svoji lastni usodi. Številka 17. Črna lubenica densuke. Črna japonska lubenica, ki je videti kot zmajevo jajce. Misliš, da večje pomeni dražje? Ne v primeru črne lubenice densuke iz Japonske. Ta lubenica, čeprav je manjša od običajne lubenice in tehta le okoli 8 funtov, je dražja od cele škatle sadja. Razlog je, da je redka. Vsako leto na Japonskem pridelajo le približno 100 kosov. Ker je tako redka, se cena vsakega kosa giblje od 250 ameriških dolarjev do 6000 ameriških dolarjev. Ne le zato, ker je malo pridelka, ampak tudi zaradi okusa.
Po mnenju tistih, ki so ga poskusili, ima ta lubenica edinstveno sladkost in bogat okus. Tudi gojenje ni kar tako. Potrebna sta prava klima in skrbna nega, da se razvije popoln okus in tekstura. Vse to pomeni dodatne stroške za kmete. In seveda, če je ponudba majhna, je povpraševanje veliko. Zato, če želiš na mizo postreči sadje za milijonarje, lahko poskusiš črno lubenico densuke, če si to lahko privoščiš. Številka 16. Beli tartufi iz Albe, zlato italijanskih gozdov. Če je pod zemljo zlata palica, je to zlata grudica za kuharje. Beli tartufi iz Albe. V Italiji je 28 vrst tartufov, vendar je najdražja in najbolj iskana bela tartufa iz Albe. Težava je, da tega ne moreš kar tako posaditi. Tartufe naravno rastejo samo ob drevesih s posebnimi koreninami na zemljiščih s pravo vlažnostjo in svetlobo. In včasih je treba uporabiti posebej izurjenega psa ali prašiča, da jih najdejo v gozdu. Da, obstajajo pravi lovci na tartufe, ki se zanašajo le na voh svojih živali, da jih najdejo pod zemljo. In ker jih je težko najti, je ponudba omejena. Povpraševanje pa je zelo veliko, še posebej v dragih restavracijah po vsem svetu. Uporabljajo jih kot okras, začimbo ali glavno atrakcijo jedi, ki lahko stane na tisoče. Kljub visoki ceni nimaš nobenega zagotovila, da boš našel tartuf, tudi če ga iščeš ves dan. Zato je vsak uspešno izkopan kos že pravi cenovni jackpot. Številka 15. Suho zorjeni wagyu entrecote zrezek, ki je zorel več mesecev. Težko ga je prebrati, še težje kupiti. Ampak suho zorjeni wagyu entrecote, ali preprosto povedano ena najdražjih vrst zorjenega zrezka, velja za enega najbolj mehkih, sočnih in okusnih zrezkov na svetu. Suho zorjenje je postopek, pri katerem meso zorijo več tednov, včasih celo več mesecev. Ko se vlaga iz mesa suši, postaja njegov okus intenzivnejši. Na zunanji strani se ustvari skorja, ki jo odstranijo pred kuhanjem, medtem ko znotraj meso postane mehko in se topi v ustih. Vendar pa postopek ni enostaven ali poceni. Potrebna je nadzorovana temperatura, ustrezna vlažnost in specializirana oprema. In ker uporabljajo wagyu govedino, ki je znana kot vrhunska japonska govedina, cena še toliko višja. V nekaterih restavracijah visoke kulinarike lahko za eno porcijo tega zrezka plačaš več $100. Toda za prave ljubitelje zrezkov je to sveti gral mesa. Številka 14. Iranski almas beluga, kaviar ribja jajca za milijonarje. Verjetno že poznaš kaviar, draga ribja jajca, ki jih bogataši jedo, medtem ko sedijo na jahti. A vendar obstaja ena vrsta kaviarja, ki velja za najdražjo na svetu, iranski almas beluga kaviar. V Rusiji ga imenujejo almas ali diamant zaradi njegove izjemne redkosti in visoke cene. In če misliš, da je že nekaj tisoč pesov za celo steklenico kaviarja preveč, kaj pa če ti povem, da almas beluga doseže več kot $36,000 ameriških na čajno žličko? Da, ena sama čajna žlička je enaka celoletni plači običajnega zaposlenega. In tega ne moreš kar tako podariti. Tudi če imaš denar, je to na voljo le v izbranih prodajalnah s kaviarjem in luksuznih trgovinah prunje po vsem svetu. Kot nakit, ki ga daš v usta. Včasih je prav žalostno pomisliti. Medtem ko nekateri nimajo kaj jesti, drugi zapravljajo milijone za ribja jajca. Številka 13. Surovi sašimi iz modroplavutega tuna. Surova riba, cena je vrhunska. Iz ribjih jajc pa prejdimo na meso. Modroplavuti tun je ena najbolj cenjenih rib na svetu. Kulinariki, še posebej, ko govorimo o sašimiju. Če si reden obiskovalec suši bara, si verjetno že poskusil sašimi. Tiste tanke rezine surove ribe, ki so izjemno mehke in okusne. Toda če je uporabljena modroplavuti tuna, je cena takoj na povsem drugi ravni. Modroplavuti tuno je težko ujeti in ko doseže pravo velikost in kakovost, dobesedno stojijo vrsti zanj na ribjih dražbah na Japonskem. Obstajajo ribe, ki se prodajajo za $100,000 na kos, ne samo zaradi okusa, ampak tudi zaradi povpraševanja. Po vsem svetu je tuna priljubljena v restavracijah in pri strankah, ki so pripravljene plačati veliko, če je riba zagotovo sveža, varna in vrhunske kakovosti. In ja, tudi zdrava je. Bogata je z omega-3 maščobnimi kislinami, beljakovinami in različnimi vitamini. Če pa jo kupite na črnem trgu ali pri nelicenciranih dobaviteljih, obstaja tudi tveganje, saj je možno, da je okužena s paraziti. Zato, če jo želite poskusiti, se prepričajte, da prihaja iz zaupanja vrednega vira.
Surova je že tako pa še draga. Saj nočeš še bonusa v obliki bolezni, kaj ne? Številka 12. Yubari King Melon, kralj kantalup, cena kot za nakit. Če obstaja črna lubenica densuke, obstaja tudi Yubari King Melon iz Japonske. In to je še en sadež, ki je videti kot dragulj zaradi svoje popolne oblike in cene. Yubari ni navadna melona. To je hibrid dveh visokokakovostnih sort kantalupe, zato je njegov okus izjemno sladek in meso zelo mehko. A največja razloga za ceno sta redkost in predstavitev. V mestu Yubari na Hokaidu lahko vidiš, kako ga gojijo. Zelo skrbno ga negujejo, na lupini je mrežica, da zagotovo ni nobene napake in ga celo dajo v škatlo z okrasnim trakom, ko ga prodajajo. Leta 2017 sta bili prodani samo 2 Yubari meloni za kar 26.000 ameriških dolarjev. In tega ne kupujejo samo za prehrano, običajno ga podarjajo kot darilo VIP osebam ali šefom kot simbol spoštovanja in časti. Na Japonskem namreč sadje ni samo hrana, je tudi statusni simbol. Ker je sadje tako popolno, ga skoraj ne želiš niti narezati. Ampak če ga poskusiš, naj bi bil okus dobesedno kot sladkor v sadju. Številka 11. Ostrige. Včasih zastonj, danes pa poceni za bogataše. Danes, ko slišiš, da nekdo je ostrige, avtomatsko pomisliš, da je bogat. Ampak ali veš, da so bile včasih zastonj? V 1800-ih so na krajih kot sta New York in London ostrige delili kar na ulici kot denar, poceni, okusne in krepčilne. Pravzaprav so samo v New Yorku včasih porabili do 1 milijon ostrig na dan. Toda prekomernemu ribolovu in onesnaževanju morja se je populacija ostrig nenadoma zmanjšala. Izginile so z obal in postopoma tudi z miz navadnih ljudi. Danes, če želiš jesti sveže ostrige, jih je treba gojiti na ostrigarskih farmah ali jih pridobiti iz nadzorovanih območij. In ker jih je zdaj težko najti in vzgajati, je zrasla tudi cena. Iz ulične hrane so danes postale luksuzna morska jed. Če želiš poskusiti, si pripravljen na ceno. Številka 10. Foie gras, račja jetra. Narejena so s prisiljenim hranjenjem. To je verjetno ena najbolj kontroverznih stvari na seznamu. Foie gras ali draga jed iz račjih ali gosjih jeter, ki so jih umetno zredili na nenavaden način. V Franciji to štejejo za delikateso, za druge pa je to primer krutosti do živali. Ker da bi dobili pravo količino maščobe v jetrih, race vsak dan prisilno hranijo skozi cev v grlu. Ko je v jetrih dovolj maščobe, jih skuhajo kot pašteto, dajo v skorjo in dodajo še tartufe, žganje in žele. Pravijo, da je okus mehak, kremast in zelo bogat, zato ga zelo obožujejo gurmanske restavracije. A okrog te jedi je veliko polemik. Poleg tega, da je drag, saj stane od 40 do 80 ameriških dolarjev na funt, je veliko držav, ki želijo prepovedati njegovo proizvodnjo zaradi načina pridelave. Zato, če ga boš poskusil, najprej vprašaj svojo vest. Je res okusno, če ga spremlja občutek krivde? Trpljenje številka 9. Gosji vitičnjaki. Nevaren ocean, nevarna cena. Že samo ime zveni, kot da je to del telesa gosi. Gosji vitičnjaki. Ampak ne skrbi, to nima nobene zveze s pticami. To je vrsta rakov, ki se oprimejo trdih skal ob robu divjih valov v oceanu. Najpogostejši so na Portugalskem in v Španiji. In da jih nabereš, se moraš spustiti po strmih skalah, medtem ko te udarjajo valovi. Življenje ribičev tukaj je dobesedno nevarno, zato cena ni samo za okus, plačaš tudi za tveganje pri nabiranju. Pravijo, da je okus kot mešanica jastoga in školjk. Okusno in slastno je, tudi če je pripravljeno preprosto. Pravzaprav večino samo skuhajo v soli in morski vodi. Mi ne potrebujejo dodatnih začimb, ker je naravno že okusno. Ampak če želiš poskusiti enega najnevarnejših morskih sadežev za nabiranje na svetu, si pripravljen na ceno. Izginjajoča japonska goba. Obstaja veliko vrst gob na svetu, zakaj pa je matsutake goba tista, ki dosega ceno skoraj 300 ameriških dolarjev na funt? Preprosto, redke so. Matsutake je že dolgo del japonske kulture. Več kot 1000 let se uporablja na praznovanjih in v posebnih jedeh. Toda pa danes naravno okolje teh gob počasi izginja zaradi sečnje dreves in podnebnih sprememb. Matsutake namreč potrebuje pravo kombinacijo vlage, dreves in zemlje, da lahko raste.
In tudi če so vsi ti pogoji izpolnjeni, še vedno ni zagotovila, da bo goba zrasla. Zato je treba poiskati posebej usposobljene nabiralce gob, da jo najdejo v gozdu. Njen videz je zelo preprost. Ne bi si mislil, da je tako dragocena. Toda za Japonce je to simbol blaginje, spoštovanja do narave in edinstvenega okusa. Številka 7. Iberski pršut, pršut kraljev. Je to samo pršut? Da, ampak ni navaden pršut. Iberski pršut velja za najdražji in najokusnejši pršut na svetu. In zato obstaja razlog. Ta pršut prihaja iz iberskih prašičev, redke pasme, ki jo najdemo le v določenih delih Španije. Teh prašičev ne hranijo kar s čimerkoli. Njihova osnovna hrana so želodi oziroma belota, zato ima njihovo meso oreškast in maslen okus. A to še ni vse. Postopek sušenja mesa traja od 2 do 3 let, preden je pripravljeno za uživanje. Daljše kot je sušenje, globlji je okus. Zato cena doseže skoraj $200 na funt. Za gurmane se to kar stopi v ustih. To je pršut z edinstveno aromo in teksturo, za druge pa je to še vedno samo pršut, le da je drag. Številka 6. Ayam semani, črna kokoš z zlato ceno. Po velikosti izgleda kot navadna kokoš, a po videzu je kot iz strašljive zgodbe. Ayam semani je vrsta kokoši iz Indonezije, ki je vsa črna. Perje, koža, meso, kosti in celo notranji organi. Zaradi svojega nenavadnega videza veliko ljudi verjame, da ima ta kokoš duhovne moči, zato jo uporabljajo v ritualih in obredih. Vendar to ni le duhovni simbol, v svetu hrane je to tudi statusni simbol. Veliko bogatih ljudi kupuje ayam semani. Ne za zakol, ampak da ga imajo kot eksotičnega hišnega ljubljenčka. Nekateri ga tudi jedo in pravijo, da je okus zelo dober. Ampak priznajmo si, tukaj je pomembna redkost. To pasmo je težko vzgojiti. Včasih dolgo ne dobijo potomcev. Zato jih je na trgu zelo malo. Zaradi tega lahko 2 ayam semani dosežeta ceno več kot $1000. Da, en par črnih kokoši, cena enomesečne plače. Številka 5 pravi, sendvič s sirom na žaru, zlati kruh New Yorka. Koliko si pripravljen plačati za kos popečenega sirnega sendviča? Če je tvoj odgovor več kot $200, potem si ravno pravšnji za restauracijo Serendipity 3 v New Yorku. Tukaj ti ne bodo postregli kar s kruhom in sirom. Temu pravijo pravi sendvič s sirom na žaru in obstaja razlog, zakaj je cena tako visoka. Prvič, sir, ki ga uporabljajo, je redka vrsta iz Italije, imenovana Caciocavallo podolico. Pridobivajo ga iz krav, ki se hranijo samo z divjimi zelišči. Kruh je pečen iz belega kruha z dodatkom šampanca. In najbolj nenavadna podrobnost, skorja vsebuje prave zlate lističe. Ampak preden lahko sploh ješ, moraš rezervirati. Vsaj 2 dni vnaprej, da se lahko kuharji pripravijo. Vprašanje pa je, ali se splača pojesti sendvič, ki je že skoraj kot nakit. Verjetno je to odvisno od tega, kako radoveden ali bogat si. Številka 4. Juha iz ptičjega gnezda. Juha narejena iz ptičje sline. Počakaj malo, ptičja slina? Ja, prav si slišal. Na Kitajskem obstaja juha, imenovana juha iz ptičjega gnezda. Narejena je iz pravega gnezda ptic salangan, ampak to ni kar tako gnezdo. Prav ptičja slina je gradbeni material za gnezdo in prav to se uporablja kot sestavina v juhi. Cena te juhe ni šala. V nekaterih vrhunskih kitajskih restauracijah lahko za eno samo skledo te juhe plačaš skoraj $1400. Nekateri jo celo imenujejo kaviar vzhoda. Pravi se, da ima kolagen v gnezdu zdravstvene koristi, zato je še posebej priljubljena v tradicionalni medicini. Za nekatere pa je še vedno nenavadna ideja piti juho narejeno iz sline. Če si pustolovski, jo morda vključiš na svoj seznam kulinaričnih želja. Če pa ne, potem raje najprej piščančja juha. Številka 3. Losov sir. Mleko velikega losa spremenjeno v zlato. Vemo, da je sir iz kravjega mleka, včasih kozjega, ampak los. V nekaterih delih Skandinavije in Rusije imajo kmetije, kjer molzejo lose. Ja, tiste velike lose, ki izgledajo kot križanec med konjem in kravo. Iz tega mleka izdelujejo enega najdražjih sirov na svetu. Imenuje se losov sir. Zelo težko je dobiti losovo mleko. Ne dajo se molsti tako kot krave. Pogosto jih moraš oskrbovati v mirnem in hladnem okolju. Na Švedskem je samo ena farma, ki je znana potem po vsem svetu.
Zaradi pomanjkanja zaloge in zahtevnosti postopka doseže cena tega sira do $500 na funt. Pravijo, da je okus kremast, bogat in nekoliko oreščkast, ampak pri taki ceni bi moral biti v kompletu še zlata žlica, kaj ne? Številka 2. Iranski pistaci, kralj vseh oreščkov. Veliko držav prideluje pistacije. Ampak pravi zaklad v svetu oreščkov prihaja iz Irana. Po poročilih več kot polovica svetovne zaloge pistacij prihaja iz Irana. Doseže več kot 100.000 metričnih ton na leto. Ja, toliko jih je. Ampak čeprav jih je veliko, to ne pomeni, da so poceni. Zakaj? Zaradi zemlje s popolnim podnebjem imajo iranske pistacije poseben okus, kakovost in hranilno vrednost. Hrustljave so, okusne in imajo naravno sladkobo, ki je ne najdeš pogosto pri drugih vrstah oreščkov. Zato, če kupiš pistacije in opaziš, da so zelo drage, so verjetno iz Irana in za vsako zrno plačaš tudi za kakovost. Številka 1. Morsko uho, belo zlato oceana. In tukaj je najdražja hrana na celotnem seznamu. Abalone je videti kot nenavaden morski mehkužec, ki je kot hibrid med polžem in školjko. Pod trdo lupino se skriva meso, ki ga ljubitelji morske hrane imenujejo belo zlato. Ampak zakaj je tako drag? Prvič, na svetu obstaja več kot 50 vrst abalona. Čeprav jih je veliko, jih je izjemno težko ujeti. Moraš se potopiti v globoke dele morja ali loviti na mestih, kjer se skriva med morskimi algami. Abalon velja za vrhunsko delikateso, skupaj s kaviarjem in wagyu govedino. Zato tudi, če je mesa malo, doseže cena do $500 na kilogram. Za nekatere je cena vredna bogatega, maslenega in resnično edinstvenega okusa. Za večino pa je bolje izbrati morske sadeže, ki so cenovno dostopni na tržnici. Bonus številka 3. Losovo mleko vredno zlata. Ni samo losov sir tisti, ki je dragocen. Tudi samo losovo mleko je ena izmed najredkejših in najdražjih vrst mleka na svetu. Pridobivajo ga od udomačenih losov v nekaterih delih Rusije in Švedske. A vendar je izjemno težko to mleko zbrati. Zakaj? Ker losi dajejo mleko le 3 mesece na leto in žival mora zaupati človeku, preden dovoli molžo. Obstajajo celo mlekarne, ki so izključno na eni kmetiji. Cena lahko doseže do $500 na liter. In ker je zaloga zelo omejena, so tisti, ki želijo kupiti, običajno na čakalni listi. Bonus številka 2. Elviški med. Med, ki prihaja izpod zemlje. To je med, ki ni le drag, ampak ga dobesedno izkopljejo iz jame. Elviški med iz Turčije prihaja iz jame, globoke 200 čevljev, v dolini Sarikajir. Zaradi povsem naravnega procesa v jami, daleč od onesnaženja in zunanjih vplivov, je ta med izjemno bogat z minerali in antioksidanti. Toda zaradi truda pri pridobivanju in zelo omejene zaloge je njegova cena skoraj $6.500 na kilogram. Predstavljaj si med, ki je dražji od zlata. Bonus številka 1. Cibetkova kava. Kava iz iztrebkov cibetke. Ja, prav si slišal. Cibetkova kava ali kopi luwak je narejena iz kavnih zrn, ki jih poje, prebavi in izloči posebna vrsta cibetke. Na začetku se ti zdi, da tega res ne bi želel poskusiti, ampak po mnenju kavnih poznavalcev ta proces zrna zmehča in zmanjša njihovo kislost, zato je končna kava izjemno gladka in polnega okusa. Zaradi zahtevnega in nenavadnega postopka lahko kilogram cibetkove kave stane od $600 do $1000, odvisno od izvora. Na Filipinih jo imenujejo kape alamit in je tudi eden izmed izvoznih izdelkov, na katere je država najbolj ponosna.